Ja. Je novo naselje, ne? Ja, zdaj ti bloki, ki gremo zdaj mimo njih, so čisto novi, ne, to so letos bili vseljeni, a tele naši so pa zdaj bliže 10 let, ne, stari. Lahko greš, no pa se mi dve ne bomo več videli, ne? No, nas moče še kakšenkrat, ne? Ja, vidimo. Tako, ja. Ja, še mama pride pol pote, viš. Asistenca sicer delim še z ženo, nekako so tako skupne za celo družino, nekako za naju oba. Zdaj, čisto pomoč, ki jo midva potrebujemo, je v glavnem to pomoč v gospodinjstvu, se pravi, kaj počistiti, kaj pomagati, pospraviti, zlikati, takšne stvari. Potem recimo pomoč pri spremstvu, kar se mene tiče, ker ne vidim, predvsem gre tukaj za pomoč na tistih poteh, ki niso prav znane. Po kakih znanih poteh lahko grem sicer tudi sam, ampak mi pa tudi velikokrat pride prav, sploh če je kakšno bolj slabo vreme, ali pa tudi hitrejši sem lahko, če recimo gre nekdo z mano, kar je včasih kar pomembno, ker včasih je tudi pač pomembno, da se da shitara, ne. Zdaj, tako je, da če je pa recimo sneg, tisto je pa sploh, potem so vse poti nekako, a ne, prej je recimo trava, makadam, asfalt, sneg pa pravzaprav vse zabriše, je pa hitro povsod enako, no, in takrat se pa zelo težko pravzaprav kam premaknem, no. Od takrat pa sploh, a ne. Te uradi, a ne, kaj je potrebno tudi kaj izpolniti, kakšne stvari prebrati v trgovini, tako ne samo, da tja prideš, ampak tudi najti potem vse stvari po policah, prebrati tisto, kar je treba, od cene do kakih drugih stvari, ki so na embalaži, recimo. Roka trajanja. Tako, ja, to so take pomembne stvari, to, no. Jaz potrebujem tudi kar nekaj pomoči na delovnem mestu. Jaz sem sicer v pisarni društva koordinator osebne asistence. Zdaj pač tukaj lahko tudi s pomočjo računalnika veliko stvari delam sam, ker imam pač to prilagojeno opremo, tako da v glavnem pač lahko več ali manj vse stvari tudi sam preberem. Je pa res, da so pa tudi stvari, ki potem potrebujem kdaj asistenta, potem so kakšni formularji za izpolnjevati, kaj takega, kakšne stvari, pač urejati to dokumentacijo, pa potem recimo dostikrat je potrebno iti do kakšnega uporabnika na teren, tam pa potem tudi mi zelo prav pride pomoč asistenta, ne. No, potem je še ena stvar, pri nas na društvu vodimo tudi en projekt Bontonček, katerega vodja sem prav jaz zdaj, in sicer gre za osveščanje ljudi o hendikepu. Največ delamo torej prek raznih delavnic,
največ jih uporabljamo pa v šolah in potem je tudi asistent tisti, ki gre z mamo na šolo, recimo, kadar imam delavnico, tam pomaga kaj, kakšne materijale razdeliti, kakšne stvari tudi zapisati. Je pa recimo, jaz sem tudi, ker sem zgodovinar po osnovni izobrazbi, sem potem tudi zunanji ocenjevalec na maturi za zgodovino, to je pa potem dvakrat na leto, ponovadi junija pa septembra, ko dobim to gradivo od maturitetnega centra. In potem pač mi asistent pač to prebere, te pole, pa potem zapiše oceno, pa te stvari. To je tudi recimo po meni eno od takih vsakoletnih opravil osebnega asistenta. Pa potem še ena stvar, ki je zelo pomembna. Od nas doma imamo tudi zdaj že kar skoraj 2 leti avto, ki ga sicer z ženo ne vozimo, ampak je pa potem osebni asistent tisti, ki pa potem vozi avto. Mene zanima to, kako vam je delo, recimo, koliko vas obremenjuje v samem društvu. Pa pogled tudi društva, konkretno društva na, rekla, delo ministrstva, pristojnega ministrstva za to vaše področje, odzivnost njihova. To bi me zanimalo, zato ker če je možno kakršnokoli pomoč v tej smeri ali pa akcijo izpeljati, jo bom tudi izpeljala. Ja, saj pravzaprav tukaj imamo že kar, mislim, da vsa leta pač določene stike, zdaj seveda mi bi si želeli, da bi se stvari pač kaj hitreje premaknile, jaz mislim, da določene premike, da najbrž smo dosegli, ampak dejansko bi si pa želeli tega končnega premika v smeri tega, da bi pač osebna asistenca bila enkrat kot zakon, s tem bi bila tudi dostopna vsem, ker trenutno recimo je 25 recimo ljudi pri nas na čakalni listi, ki bi potrebovali, pa jim ni enostavno zaradi omejenega števila mest in pa s tem tudi sredstev, te pomoči ne moremo zagotoviti, ampak seveda, če bi bil zakon, bi bila to pravica za vse, tako trenutno pa res potem na nek način izpade, kot da je to pravzaprav dejansko skoraj da privilegij nekaterih, ki smo pač uspeli nekako tukaj zraven priti, tako da potem bi pa jaz zdaj sem tukaj eno knjigo pripravil, pa bi si želel, da bi danes malo prebrala, mogoče bomo najprej šla kar na kazalo. Ja, saj ravno iščem, ki je spredje ali odzadnje. Mislim, da je bolj spredje, če jaz prav vem. Časopisa. To je bila okrogla miza o 65-letnici izhajanja zgodovinskega časopisa. To so pa več avtorjev je, Peter Štih, 65 let zgodovinskega časopisa Kratek obračun, Marta Verginela, zgodovinski časopis kot odsev slovenskega zgodovinopisja, Peter Vodopivec, zgodovinski časopis, ogledalo slovenskega zgodovinopisja, Egon Pelikan, slovensko zgodovinopisje v zrcalu zgodovinskega časopisa, Otto Lutar, zgodovinski časopis in zgodovinopisje prvih 45 let, Mateja Ratej, o možnih dilemah prihodnjega zgodovinopisja.
Aha, no super. Pa še nekaj proti avtobusu. Brez je, veste? Ja, je kar, no. Tukaj. Viki, tu je. Smo že šli mimo. A smo že mimo? A smo šli že mimo? Ja. Jaz nisem gledala tam. Zdaj smo s te Sloventok navaj. Nič hudega. Evo. Ja. Dobar dan. Imam pa nov.